Spoštovani in spoštovani gledalci in gledalke, vprašam vas, ali ste darovalci organov? No, kaj boste z njimi? Tolikokrat smo v naši oddaji že govorili o tem, da človek je mnogo več kot le kup kosti, organov in vsega ostalega. Ja, seveda, da potrebujemo to, ne? Kako bi pa živeli? Ampak vendarle po naši smrti pa se tega ne potrebujemo več. Ljudje se bodo spominjali na lepe dogodke in vse ostalo. Mogoče tega res ne potrebujemo. Ravno zaradi tega vas vprašam, kaj boste torej s svojimi organi? Ste darovalci ali niste? Dejstvo je vsekakor eno. Mnogo ljudi na tem svetu ne bi bilo, če ne bi bilo ravno darovalcev. In danes v svoji družbi zares hvaležno pozdravljam primarij Danico Avsec, ki nam bo zaupala nekaj več o tem in nas morda tudi spodbudila, da sami postanemo darovalci, če še nismo. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Lepo pozdravljeni. Veselim se tega pogovora. Predvsem pa bi rada na samem začetku povedala, da ne bova ostali zgolj pri samih besedah in filozofijah, da je danes najin namen, da Slovenija Transplant dobi nove tiste darovalce in seveda, da tudi poveva, kako to storijo in kakšen je postopek. Ampak še pred tem, kakšno je pa trenutno stanje? Ja, zdaj takole. Prav opredeljenih za darovanje je v Sloveniji ta trenutek še vedno zelo malo. Zelo malo. Ampak darovanje pa podpira zelo veliko ljudi. 2/3 lahko rečem. Darovanje in seveda tudi potem način zdravljenja s presaditvijo. Zdaj, opredelitev je pa nekoliko morda še vedno zapletena, je pa pravno veljavna izjava, to pomeni, da je v bistvu to ene vrste testament. In mi si razlagamo, da je morda tudi zaradi tega malo manj opredeljenih ljudi. Pravno veljavno opredeljenih, tako. Morava govoriti o dveh aspektih. Opredeljenih za darovanje oziroma podpirajo darovanje pa v veliki večini. Torej, kaj se mora zgoditi, da postanemo pravno, formalno darovalci? Ne samo, da rečemo, aha, to je fajn, podpiram to, ampak da dejansko lahko s svojimi organi podpreš, kadar sam ne potrebuješ več, da si na izvolite, ali kako bi človek temu rekel. Kaj se mora zgoditi? Ja, zdaj to takole, ne? Kdaj jih ne potrebujemo več, vse ste lepo povedali, v bistvu, ko mi svojega telesa ne potrebujemo več, ne? To pa vemo, kdaj se zgodi, takrat, ko v bistvu tukaj umremo, ne? Zanimivo, kako ste rekli, takrat, ko tukaj umremo. Ja. Več ne vem. Več ne veste? Ne, več ne vem. Vem toliko. No in zdaj, kaj mi rečemo, da je zelo važno, da ne bom najprej razložila tega zapletenega, no, da ne bi zdaj s tem ljudi strašila, ampak vendarle nekoliko bolj formalnega postopka, bom najprej povedala, izrazila vabilo k temu, da se ljudje o tem pogovarjamo in sicer zelo, zelo pomembno je, da se pogovarjamo v krogu domačih, v krogu najbližjih. Ker nobenega darovanja ni, ne da bi se mi v bolnišnici, tisti, ki se s tem ukvarjamo, pogovarjali z družino, z najbližjimi. In zaradi tega je ta informacija zlata vredna, da rečem, za vse, ki sodelujejo ali sodelujemo v pogovoru. To se pravi tako za zdravniško osebje, no, pri nas zdravniki upravljamo ta pogovor, morda kje po svetu tudi medicinske sestre so v timu, pri nas smo zaenkrat samo še zdravniki, in pa seveda najbližji svojci. Najbližji svojci, ki so v enem trenutku življenja, v eni zelo stresni, pretreseni situaciji, tako da to vabilo k pogovoru je resnično en velik korak in zelo veliko pomaga. No, druga stvar je pa seveda, ampak to je takrat res, ko se je že nekaj zgodilo, ko je medicinsko upravičena situacija za darovanje. To se pravi, medicinsko so pogoji, tako da rečem, za darovanje. Kadar smo pa povsem mirni, veseli, bi rekla, zdravi, uživamo življenje, pa lahko razmišljamo morda tudi o tem, čeprav ne radi, ne, to večkrat slišimo, večkrat tudi slišimo, joj, pa vi se ukvarjate samo z mrtvimi.
pa to vendarle ni res. Mi se ukvarjamo z živimi, mi se ukvarjamo z življenjem. Vi se delate za življenje, ne za smrt. Tako je, delamo za življenje in to je prav most k življenju. In to je zdaj eno tako področje, ki je resnično izziv za vse nas. In tako kot sem začela, takrat, ko nam je dobro, ko nam je lepo, takrat je lepo, če razmislimo tudi o tem in spoznamo postopke za opredelitev, tako kot sva začeli za to za pravno veljavnost. To je pa potem potrebno stopiti do pooblaščene osebe, ki izbira te izjave oziroma ponudi tudi nasvet, če je potrebno, razlago. To so pa zdaj v Sloveniji v glavnem vse območne enote Rdečega križa, Slovenija Transplant, Zavod za transfuzijsko medicino, transfuzijski oddelki v bolnišnicah in predvsem v vzhodni Sloveniji, v Mariborski regiji tudi lekarne, pooblaščeni zdravniki, hišni zdravniki včasih rečemo. Tako da teh mest je pa kar nekaj, so pa objavljeni na naši spletni strani slovenija-transplant.si. No, jaz bom kar direkt povedala. Jaz sem se odločila, da bi rada postala pravno, formalno darovalka. In kaj moram zdaj narediti? Iti na spletno stran, pogledati, kje je? Kje je najbližje mesto? Kje je najbližje mesto? Kje se lahko opredelite, kje vam je najbolj na roko, najbolj praktično. Se pravi, jaz pridem tja, dobim en list papirja ali kako? Ja, dobite več celo, en list papirja v duplikatu, izpolnite, treba se tudi identificirati, da ne bi pač slučajno prišlo do zamenjave, da ne bi nekdo drug izkoristil to priložnost. Čeprav to mislim, da je bolj strah kot karkoli drugega, ampak vendarle to je pravniški jezik. Takrat smo mi iz zdravstvene strani, iz medicinske strani celo nasprotovali tako strogemu pravniškemu postopku, ampak vendarle, to so različni pogledi. Red je red, pa tudi če je slab, ne? Red je red, tako je, glede varnosti in pač tako je. Je pa nekaj, česar se pa zdaj, vsaj jaz osebno zelo veselim in mislim, da bo veliko pomoč marsikomu, da bomo pa tudi elektronsko možnost spostavili. Moderno? Ja, moderno, to v zakonu že piše. Zdaj pa se ukvarjamo z detaljnimi postopki, se pogovarjamo tudi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, zaradi tega, ker ti podatki so potem vpisani na kartici zdravstvenega zavarovanja. Oziroma kartica je samo medij za vstop v ta nabor podatkov, ki ga ima vsak od nas, ki je zavarovan. No in med drugim je tudi ta podatek noter, ki se pa lahko potem pogleda samo ko se zgodi smrt ali pa A pa dobim pa kakšno kartico ali karkoli, ali je to že na moji zdravstveni kartici potem? To potem mi vnesemo, Zavod za presaditve, Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv, Slovenija Transplant. Mi smo upravljalci teh podatkov, mi vnašamo, ampak shranjeno je pa torej v tem naboru dokumentov. Tako da varno, varovano, nadzorovano. A veste, kaj se meni zdi malo smešno? Kaj? Da ni samoumevno, da smo itak vsi darovalci. Meni se zdi to, da je katera država že tako napredna, da imajo visok odstotek darovalcev. Ja. To, da se pojmuje, da smo vsi darovalci, razen tistih, ki se opredelijo proti, to je pa zelo majhen odstotek, to je kar nekaj držav. Moram reči, v Evropi precej držav, ki imajo takšen način opredelitve, ampak zdaj ne bom ravno rekla 21, čeprav je v bistvu vsaj v tej smeri je v 21 državah takšna ureditev. Ampak potem so še razlike v detajlih. Zelo odprto v to smer pa ima urejen ta sistem recimo Avstrija, kjer ni diskusije zdaj za vsak posamezen delček telesa, ampak je to nekako še od Marije Terezije pravijo last države in se pojmuje, da smo vsi, ali pa da so, seveda jaz nisem Avstrijka, darovalci, razen tistih, ki pa tega ne želijo. Se pa morajo opredeliti, da so proti in potem se seveda ta protivolja upošteva. Zdaj pri nas smo pa majčkeno zapletli, to je prav zanimivo, dostikrat rečemo majhna država,
pa tako, ampak zapletati znamo pa morda celo včasih več, bolj kot velike države. In mi smo ena redkih držav, ki imamo v bistvu uzakonjena dva principa. Če ni ta prvi, da se vsakdo opredeli za časa življenja in seveda izrazi svojo voljo, celo na tako pravno veljavni dokument, je potem v veljavi tudi druga možnost, da se mi pogovorimo z družino, če morda ni on nasprotoval, oziroma zdaj pravzaprav po ta novem zakonu iz leta 2015 imamo tudi mi register proti. To je novo. Mogoče razmišljam napačno, ampak meni se zdi, da to kar precej stvari za sabo potegne, ne? Potem tako mogoče celostno, recimo, če pogledamo, ravno bila je ena taka situacija, da je bila smrt recimo neke gospe v Avstriji, kjer potem niti pogreba ni bilo in teh stvari, ker je dejansko celo svoje telo darovala potem za raziskave in za vse ostale zadeve, ne? Tukaj se mi pa zdi, da, mislim, ne vem, če bomo ljudje pokopavali kar naprej se mi zdi, da enkrat to lahko postane problem. Ja, jaz mislim, da zelo prav razmišljate, ker če o tej temi, o tem malo globlje razmišljamo, resnično ni odgovora, zakaj bi se tako bali darovanja, zakaj bi se tako bali nečesa, ki pravzaprav neminovno telo propade. Se verjetno ne pridete prej. Začne razpadati takoj po smrti se začne proces razpadanja celic. Vsi to vemo pravzaprav, celo vemo, če smo tam, ne vem, ob enem pogrebu malo prisotni in tako naprej. Ampak v nas je nekaj, da ne gremo v globoka razmišljanja in zdaj, ne vem. Cona udobja. Ja, verjetno, cona udobja, ne. Ampak je pa še nekaj drugega, kar je pa treba povedati, ne. Tu, če ni neke odkrite komunikacije, če ni neke jasnosti, zakaj to delamo, kako to gre, kakšni so postopki, ne, tukaj zadaj bi rada poudarila, če ni zaupanja. Zdaj, kako pa dobiti zaupanje? Zaupanje je zelo lahko zgubiti. Dobiti je pa stvar enega ustvarjanja na korake, po stopnjah, ne. In tudi prej, ko sem govorila o tem avstrijskem principu, ne, Avstrijci lahko naredijo, ne da vprašajo, ne da se pogovarjajo z družino, ampak tega ne delajo. Oni se v vsakem primeru pogovarjajo z družino. Praksa jih je pripeljala do tega. Zakon ne. Zakon je rekel lahko. Moralno, ne, se jim zdi. Tako, ker so videli, da se je neko neugodje začelo v ljudeh razvijati, ker jim ni bilo jasno, zakaj pa zdaj, ne vem, ne moremo mi dobiti svojega umrlega takoj, pa čez nekaj časa, pa kaj se bo dogajalo. Seveda pa ne nazadnje tudi iz medijev, pa objavlja se vse podatki, način zdravljenja in tako naprej. To se ve. Potem zmeri več se ve. In meni se zdi to izredno prav, ta komunikacija, da se takrat vendarle usedemo z družino, jim povemo, ampak da ni tistega vprašanja zadaj, ja ne vemo, kaj bi zdaj naredili, nismo se nikoli pogovarjali, ni se opredelil, čisto nekaj nenadnega pride, kar je potem res veliko informacij v enem kratkem času treba znotraj sebe nekako urediti, predelati, sprejeti, ne samo na razumski, tudi na čustveni ravni, zelo pomembna ta čustvena raven v takšni težki situaciji, ne? In tega je potem naenkrat preveč. Če bi bili sposobni, ne? Ampak zelo radi bežimo mi od potem pa deva iskrenih pogovorov, bi rekla. Da naj grejo ljudje na kavo, pa na kosilo, večerjo in naj nekdo odpre tematiko o darovanju organov. Se nimajo ljudje kaj bati. Se verjetno ne potrkate na vrata pa rečete, dober dan, vi ste darovalec, mi bi pa že danes imeli vašo ledvico. Kje pa, to je tudi tisto, kar sem prej začela s tem zaupanjem, ne. Resnično moram se pohvaliti, da v Sloveniji imamo res dobro urejen sistem. Zelo, bi rekla, na medicinski strani, prav advokate, torej to obnašanje, ne mislim zdaj pravne, ampak ta občutek zaščite človeka, tako prejemnika, nekako se v tebi tudi vzbudi, človek se bori za življenje, na čakalni listi je, potrebno je nekaj narediti, zdravila so
izčrpana, ni več možnosti. Ne? Po drugi strani pa vidiš, tam je pa ena druga skupina bolnikov, ki pač niso, tudi razlogi so ponavadi povsem drugačni, zakaj pride tukaj do smrti, zakaj tukaj še možnost nekaj narediti. To je treba zdaj v sploh takšni kratkem pogovoru, kot ga bomo imeli nekaj razdvojiti. Ne? Ampak vendarle, tukaj se da nekaj pridobiti za tu. In tu je življenje. Gremo v življenje, ostajamo tu, ostajamo z družino, ostajamo z otroki, možem, skratka, tu je pa treba sprejeti konec, ne? Tako, tu je pa zgodba zaključena, a ne? Ampak vsaj kolikor jaz poznam medicino, pa mislim, zdaj že 35 let delam, kot zdravnica sem delala v intenzivni terapiji preko 20 let, krepko preko 20 let, zdaj se že ukvarjam tudi 15 let s to dejavnostjo. To je res nekako zelo površno, nekako je tukaj nekaj skrenilo v tej informaciji znotraj zdravstvenega sistema v javnost. Torej, si nismo, to si res ne predstavljam, da bi površno jemali in zdaj kar naenkrat skreniti v nek, ne vem, kaj bi rekla, v nekaj, kar ni dovolj skrbno predvideno, ob tem pa, da so zadaj še seveda pravni dokumenti, sistemi in tako naprej. Ja, ob mojem koncu jaz se bom zahvalila svojemu telesu, da mi je nuco, da sem ga lahko uporabljala in potem bom s tem svojim telesom z lupino, ki bo ostala, jo bom ponudila dele mogoče komu drugemu, ki mu omogoča, da jih še pa on malo ponuca. In se mi zdi, da je to stvar, ki jo lahko narediš s hvaležnostjo. Najlepša vam hvala za tale pogovor. Jaz srčno upam, da smo malce spodbudili ljudi k pogovoru, prva faza in druga faza potem k temu dejanju, da lahko nekaj dobrega naredimo pravzaprav tudi po smrti. A ni to krasno? Tudi jaz. Prav vesela bi bila zdaj, s tem zavedanjem, če bi lahko nekomu pomagala. Hvala lepa. Hvala lepa. Takole, spoštovani gledalci in gledalke, več novic in vsega krasnega pa tukaj, a ne, tukaj, na 3x2, klepetobkavi.si.